Slovenska pokojninska zakonodaja je obsežna in zapletena. Žal je prestreljena z skoraj toliko krivicami, kolikor je členov in členov je mnogo. Verjetno je ena izmed najbolj v nebo vpijočih krivic dejstvo, da ljudje delajo skozi svoje celotno življenje, da jih celo življenje tepe revščina, potem pa jih niti na stara leta ne pričaka varna starost. Tako imamo kar 90 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom tveganja revščino, pa sodijo v skupino upokojencev, med njimi prednjačijo starejše samske ženske. Imamo najnižjo pokojnino, ki znaša borih pičlih sramotnih 280 evrov. Seveda je zato odprava revščine med upokojenci in vseh preteklih krivic, naj si nastajajo iz naslova neenakosti ali pravno-formalne zapletenosti slovenske pokojninske zakonodaje, ena izmed prioritet poslanske skupine v Levici. V aktualnem mandatu smo, čeprav delujemo iz opozicije, tako uspeli z dvema našima pobudama. Prva je bila, da smo zagotovili priznavanje vplačil samoplačnikov v pokojninsko blagajno po 1.1.2013, zaradi česar se je določenim upokojencem pokojnina občutno popravila, spet nekateri drugi pa so lahko normalno odšli v pokoj, kar sicer ne bi mogli. Druga, morda pomembnejša oziroma otipljivejša, ki zadeva še večjo skupino upokojencev, pa je popravek zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo krepko navzgor na aktualnih 620 evrov na mesec. Seveda smo na oba dosežka zelo ponosni, a vendarle gre zgolj za začetek odpravljanja krivic med upokojenci in naslavljanja neenakosti, ki na stara leta ljudi doletijo. Dvakrat smo tako poskusili spodbudo, da se pravičneje dvignejo prispevne stopnje za delodajalce pri vplačilih v pokojninsko blagajno, kar bi nam zagotovilo dodatnih 500 milijonov evrov financ vsako leto, iz naslova česar bi nadaljnje lahko najnižje pokojnine dvigovali. Žal smo to pobudo vlagali dvakrat in dvakrat jo je politični razred zavrnil, si pa lahko predstavljate, da bomo pri njej vztrajali. Ravno iz našega naslova odprave krivic in zmanjševanje revščine med upokojenci tudi aktualni zakon, ki ga imamo danes na mizi, podpiramo. Krivično je bilo v preteklih letih, da je takratna druga vlada Janeza Janše za svojim zloglasnim varčevalnim zakonom ZUJF upokojencem vzela dobrih 8% iz naslova neusklajevanja. Velik del, dobra polovica, se je do danes odpravilo, še vedno pa ostaja tu 3,5% uskladitve, kolikor je država upokojencem ostala dolžna iz naslova svojih nepravičnih in nepoštenih varčevalnih ukrepov. Tak predlog smo dobili na mizo v originalu, pa vendar se je v postopku sprejemanja spremenil z amandmajem iz desne strani tega državnega zbora in uskladitve pokojnin namesto v višini 3,5% za vse upokojence te raztrančiral glede na to, po kakšnem režimu in po kakšni pokojninski zakonodaji so šli v pokoj. Tako bodo nekateri upokojenci res deležni uskladitve v višini 3,5%, spet nekateri drugi pa 1%. Ne glede na to, kako nizko ali visoko pokojnino danes prejemajo, ampak zgolj iz pravno-formalnega razloga, po kakšni zakonodaji so se odpravili v penzijo. Mislim, da to nakazuje zelo zgrešene prioritete in popolnoma nerazumevanje političnega razreda za to, kakšna življenja upokojencev pa danes pravzaprav izgledajo. Prvo merilo, ki bi ga morali imeti, zlasti v teh časih draginje, kjer upokojenci nimajo za kurjavo, ne morejo si privoščiti makaronov, stroški hrane letijo v nebo in tako naprej, bi moralo biti naše prvo vodilo, da pravično in pošteno zavarujemo tiste najrevnejše upokojence, ki jih je tudi že sicer življenje najbolj teplo. Kar bi bilo treba torej storiti, je ne zgolj, da se pokojnine popravijo v odstotku 3,5 za vse upokojence, ampak te odstotke prevesti v absolutne zneske
in na tak način popraviti vse pokojnine enako. Ne v odstotku, ampak v absolutnem znesku. Navsezadnje se pogovarjamo o usklajevanju z rastočimi cenami in stroški življenja, ki se dražijo enako za vse. A ravno najrevnejši upokojenci so tisti, ki jih občutijo najbolj.